En lep dober večer. Danes sem inspirativna, navdihujoča in zato sem se danes odločila video posnet. Čeprav bi mogel biti jutri, ampak vseeno danes, zato ker se mi zdi, da vam bom zdaj najbolje povedala, kaj je tisto, kar je pomembno, da v resnici znate delati spremembe ali da spremenite to, kje se cikljate, pa vidite izzive, da naredite korak naprej. Najprej bo eno vprašanje za vse tiste, ki me pa spremljate in gledate. Vsi tiste, ki ste uspešni, bo eno vprašanje, ki je zelo, zelo, zelo pomembno. Ali ste se znali odločiti? Kajti moja definicija uspešnih ljudi je to, da se znajo odločiti. Ne glede na to, ali bojo zafrknili ali ne bojo zafrknili, vedno rečejo, odloči se, ker za njega je vedno prav. Karkoli se odločite, bo vedno prav, čisto vedno bo prav. Tudi ko naredite napako, to pomeni vesolje, vas ne vesolje. Pustimo vesolje, moj sin me skozi opozarja, imam nekaj s tem vesoljem, da bo malo bolj zemeljska. To pomeni, to je vaša izkušnja, ki jo rabite dobiti v življenju, zato da lahko delate korake naprej. To je prva stvar. Ok, danes vam bom prikazala, vzela sem si 3 majčke, kjer vam bom s 3 majčkami, to pomeni, ne bom se zdaj slačila, pa potem samo modrčko, ampak vam bom pokazala, kaj se dogaja, da lahko to spremenite. Najprej, najbolj pomembno, res bom vesela, tisti, ki boste pač dodali zraven in napisali, če ste uspešni, če se čutite uspešni, ali ste se znali odločiti. To pomeni, jaz sem se odločil, sem bil pripravljen se odločiti, karkoli, ker tako pravi, moja definicija ljudi, ki so uspešni, so definitivno vsi tisti, ki se znajo odločiti. Vsekakor nas nekako boosta ta ego, da hočemo to narediti, da zmoremo, pa tudi vemo ali ne, se pol čez čas ugotovimo, da mogoče ni bilo, ne vem, da to ne bi, da zdaj nekaj, kar sem naredila pri 25 letih, jaz sem prepričana, da mogoče ne bi danes tako preudarno ali pa ne preuranjeno naredila, ampak bi počakala, pa bi najprej naredila analizo, ali je to smiselno ali to ni smiselno, ampak danes še pogledam, top shit, točno to sem potrebovala, zato da sem šla po tej poti. In druga zadeva, katera je izredno pomembna, da skozi te odločitve, ko jih sprejemamo, delamo napake. Ne more biti, da ne delamo napake. Že ko kuhate kosilo, en dan, če ga boste kuhali z ljubeznijo, pa če boste veliko, bo zelo dobro. Potem boste pa drugič kuhali čisto enako kosilo, pa mogoče ne bo tako dobro, kot je bilo. Nič zato. To meni samo to kaže, da obstajajo neki trendi. Zato je drugo pomembno, da se napake, ki jih delate, jih ne ponavljate. Ampak ko naredite napako, se nekaj naučite iz te napake, rečete, to mi da energijo za naprej, da bom nekaj drugega naredil. To je zdaj lahko kosilo, lahko je v poslu. No in zakaj sem tako navdihujoča? Mislim, jaz sem vedno navdihujoča, ko prije neki izziv, ko je nasplošno neki izziv, jaz vzamem izziv tako. Najprej rečem, ok, spet imam neko priložnost za rast. To se mi je zgodilo s tem, da sama sebe preizkusim, ali zmorem ali ne zmorem. Grem v različna stanja, to pomeni, imam tudi stanje, ko sem zelo navdihujoča in tudi stanje, ko grem v žalost. Naprimer, če se karkoli, oh my god, pa to smo že delali, pa zakaj zdaj ponovno, pa zakaj tega nismo. Ampak pa kar hitro vidim, da se zacikljam noter, da grem dol, pa rečem, halo, a iščeš rešitve, ali hočeš iti dol. Mislim, ali iščeš to, da se smili sama sebi. To pomeni tudi to. 2 opcije so, da se odločite, to je, to imaš, vse, kar moraš delati lahkotno, želiš delati, delaj lahkotno, sproščeno. Predvsem to, da se moraš zabavati zraven. Ker če se zabavamo v poslu, pa če se zabavamo, je vse dosti lažje. Če se pa ne zabavamo, pa skozi nekaj razmišljamo, kak bi moglo biti, ni enostavno. Ok, zdaj želim, da je kratek video, pa vam bom nekaj uprizorila. To je tudi cilj, kar bomo počeli na visokem, da bomo spoznali, da v primeru, da mi nismo zadovoljni z našim življenjem, to pomeni, da smo nesrečni, da se skozi cikljamo, da skozi padamo, da smo občutljivi in tako naprej, je treba nekaj spremeniti. Ker če ne naredi spremembe, pa pričakuješ, da bo nekaj drugačnega, ne gre. Absolutno ne gre. Zato pravijo tudi, oziroma pravijo, bom povedala po svoje, če se spomnite, sem vam govorila, jaz mislim, da
da si ti zmotiviran, to ni nekaj, kar je trajnega. Ti moraš konstantno delati na tem. Lansko leto se spomnim, ali ne lansko leto, nekaj let nazaj, ne lansko leto, sem se odločila, da en mesec, da ne bom pisala hvaležnosti. In kaj se mi je zgodilo? Postala sem mogoče na momente, kdaj sarkastična, malo nevoljna, malo sem postala zadiršna, kar nekaj me vse motilo in sem videla, da obstajajo stvari, ki so tiste, ki jih moraš konstantno delati, da nič v življenju ni trajno. Trajno je samo to, da postaneš len, ker tek in tek smo ponaravili na bitja. In zdaj, če hočemo nekaj v svojem življenju spremeniti, nekaj na boljše, je treba nekaj na tem delati. Ok, 3 majčke imam in potem jih bom samo oblačila gor. In sicer, če se zdaj spomnim, črno sem dala za to, to pomeni, če zdaj se spomnim svojega obdobja od nekje od 20. pa rečemo tam do 30. leta, mogoče še malce več, 33. 35. leta, je bilo moje obdobje, 48 sem stara, tako da približno, je bilo obdobje, kjer sem se oblekla v temno, zaščitila se pred drugimi. Zakaj sem se zaščitila pred drugimi? Zaradi tega, ker sem bila ranljiva. In s črno barvo sem tudi pokazala, črna je vedno elegantna. To smo potem imamo in tudi večinoma. Jaz vam moram povedati, da sem težko najdla, tako imam še kakšna oblačila, ampak večinoma imam drugi barv. Ampak kaj je poanta? Ko imamo črno bom zdaj uprizarjala za eno pomembno zadevo, ki jo boste mogoče lažje razumeli. S črno ali pa s to majčko, ki jo imam gor na sebi, imam noter v sebi dobre in slabe lastnosti. Vendar teh slabih lastnosti ne želim videti. In slabe lastnosti potem, kaj se ponavadi zgodi? Jaz sem bila tako, da sem šla v močno sabotažo, to ni dobro, to bi moglo biti boljš, zakaj pa to nisem naredila, zakaj pa na to nisem razmišljala, kaj pa bi to lahko naredila, izredno močno sabotažo, ali pa nimam pravih ljudi, ljudje to me ne razumejo in tako naprej. Črna, oziroma tako, kot da če bi si predstavljali znotraj nas, zdaj majčko sem dala kot črno, tako da bom znala prizoriti. Črna barva predstavlja, da ne želimo v resnici spoznati, kaj je tisto, kar zavira naš proces, da bi v našem življenju postali drugačni, da bi naredili neko spremembo. Vendar, izgovarjamo se, to je krivo, ono je krivo, veliko imam dela, tole se mi je zdaj prišlo, to se je zgodilo, gor dol in sem in tja. To meni vedno najdemo izgovore zunaj nas. In ko pač to počnemo, tudi vedno bolj smo zaprti, ker nas je strah, spet nas bo rano, ali bo v službi se nekaj zgodilo, ali bo doma se nekaj zgodilo, ali bo nekaj v prijateljstvu, konstantno s tem se nekako varujemo. Potem prije pa obdobje, ko mi spoznamo, če ne bomo nič spremenili, pa da delamo iste napake, pa vidimo, spet je ista napaka, spet se je isto zgodilo. Ne gledati več na druge, potem vam pa svane, kar nekaj se vam zgodi, tako se je pri meni zgodilo. Nekaj se ti zgodi, nekaj moraš narediti drugače. Gremo naprej. Takrat se nam zgodi, da postanemo ranljivi, odprti, spoznavamo sebe, to mi želimo se spoznati, želimo vedeti, kdo smo, hočemo začutiti, pokazati svojo ranljivost, ni nam strah pokazati svojo ranljivost, to pomeni, se že odpremo za ljudi in tudi rečemo, to ne znam, ono ne znam, takrat spoznamo, da nismo sami za vse, da če potrebujemo učitelja, ga bomo dobili. Vendar kaj je poanta? Da se zavedamo, da nihče vas ne bo rešil, razen vas samih. Lahko prije kdorkoli, lahko najdete to osebo, kdorkoli, vedno najdete ljudi, ki so primerni za vas. Zato pravim, da je zelo težko, vsak en zbere takega, drug zbere takega, tisto, kar potrebuje. Ker včasih je tudi tako, pride kdo k meni, pa mu, razlagam faks, on bi pa mogoče še osnovno šolo mogel najprej razumeti. Tudi vi, mogoče nekdo od vaših, ali pa tako kot mi moj sine reče, mami, ti si že zdaj tako daleč, da se moraš vrniti nekaj let nazaj in tudi kakšno osnovno zadevo povedati. In potem jaz njega vprašam, kaj bi ti to rekel, ko jaz rečem srečni in uspešni, on reče, to so ljudje, ki so jezni, agresivni, pa ne vejo, kaj se noter v njih dogaja.
če so nesrečni ali pa neuspešni. No, okay. V redu. Ko imamo oblečeno belo, takrat si dovolimo biti ranljivi, pogledati, pokazati to. Ne bojimo se pokazati, ne glede kdo je to, kdo je z nami, ne glede jasnje stanja Skaza, Mojca Novak, ne vem kdorkoli, Jože Petrak, kakorkoli, zdaj si kratko govorim imena, pa se bojo pa glih taki ljudje tudi našli, da to res obstaja. To pomeni, dovolimo, rečemo si, aha, se tudi on je tak, tudi jaz lahko pokažem svojo ranljivost. In pri svoji ranljivosti je nekaj najlepšega, ko prvič rečete, potrebujem pomoč, to znam, to ne znam, my God, 50% je že narejenega. Zakaj? Zato, ker učitelji bojo pravi prišli, seveda, če si dovolite jih videti. Samo, če si jih dovolite videti. Mogoče so že tisti, ki ste si jih bali sploh odkriti, ker imate še črno majčko, ona to meni črno, imate izziv, da potem ne veste, aha, mogoče pa je dober nasvet. Zato jaz vedno pravim, učijo vas lahko tisti, ki so šli skozi določene izkušnje. Midva z možem imamo tlele kar marce kdaj pogovor glede tega. Jaz pravim, mene zelo težko nekdo uči, naprimer, če ima uspešno podjetje, od njega se lahko učim, kako biti uspešna v podjetju. Če nekdo zna voditi ljudi, od njega se učim, kako zna voditi ljudi. Če kdo uspešno prodaja, od njega se učim. Če je kdo srečen v družini, od njega ali pa od nje, kakorkoli. Učim se od tistih, ki to znajo, ki mi zgledom kažejo to, kar je potrebno. In mogoče tudi v službi, veste, ne vem, da njemu uspeva, a mi lahko poveš, kako ti pa to uspeva. Škoda, ker sem hotela vam nekaj iz knjige prebrati, zdaj sem, če mi bo prinesel sine, ali pa to bom za drugič. Hotela sem vam povedati, s čem se najbolj zastrupljamo, ki je Jorge Bucay napisal v knjigi Iskanje modrosti, zelo lepo ene take 4 stvari, kako se zastrupljamo, ko se primerjamo z drugimi in tako naprej, ampak to bi vam rada prebrala. In pri beli barvi se odpremo za to. No in isto tako je na našem doživetju. Z mano notri šli sem v visoko, pa bili malo v visokem. Z mano je pomembno, ko greste v visoko, da ko greste, kamorkoli ko greste, se soočite z izzivom, ne da rečete, pri meni je vse krasno, pri meni je vse full fine, pri meni je vse top shit. Ni takih. Tudi jaz sem krvava pod kožo. Imamo pluse in minuse. Tisti, ki jaz ne verjamem, da obstaja to, da so lahko edina zadeva, katera je, da mi imamo orodja in da se zavedamo tega, kaj lahko naredimo. To pomeni, jaz ko čutim, da grem noter več, že to, pa ni tega, ali pa da sem že preveč puši, ustavim se. Aha, ustavi se, niso vsi enako tako kot ti, nimajo vsi enake cilje tako kot ti, nimajo vsi želje biti to, kar ti in tako naprej. Zdaj znam z določenimi orodji to ustaviti. In visokom bojo najprej si predstavili svoj izziv, katerega imajo, potem bomo določili namero za ta izziv, katero imajo in potem bojo najprej se spoznavali s črnim, s črno. To pomeni, kateri so tiste blokade, demoni, ki jih v resnici mi nočemo videti, zaradi tega, ker mislimo, drugi so za to odgovorni. Naj se mož spremeni, naj se v službi vse dogaja. Samo spremembo boste naredili vi. Niti enega rešitelja ni. Bom pol še nekaj drugega povedala, pa pol to proti koncu. Bom kar zdaj povedala, ker pol pozabim vmes. Ali pa me zanese. Tudi vsi ti motivacijski govorci, ki jih spremljate, ki delajo, tudi ne vem, če opažate, oni konstantno snimajo videe, vsak dan, vsak drugi dan. Zato, ker tudi pri njih nič ni trajno. Oni to delajo zato, ker oni ostanejo takrat v pogonu. Navadi na mojstra dela vajo. In to pomeni, kot da voziš kolo in vsakič ga bolj voziš. To je čisto enako, ko dela športnik, ne vem, ko se rekreira, vsakič mora malo več. Ne more zdaj en mesec ful trenira, drug mesec pa nič. In pol misli, da je še ful v kondiciji. Ne, vsakič je treba konstantno skrbeti za to. Nič ni trajnega v življenju, nič ni trajnega, tudi ljubezen ne. Lahko imate noro ste zaljubljeni v vašega partnerja, v partnerko, če ne skrbite za to, to lahko uvene ali nekaj se zgodi. Z belo pokažemo svojo ranljivost. In ko pokažemo svojo ranljivost, ko si dovolimo biti odprti za to ranljivost, pridejo nova znanja, pridejo novi učitelji. In od nas je odvisno, nekdo vzame 10%, nekdo vzame 70%, nekdo vzame 100%, koliko pač zmore. Vsak vzame toliko, kolikor zmore. Naj povem,
da tukaj, ker sem sama do sebe bila vedno tako zahtevna, sem vedno tudi v ekipi, naprimer, meni je pomembno, ko se z mojimi strankami, mojimi ambasadorkami, kaj ste naredile, koliko ste, evo, zdaj glih imamo naslednji teden video, kako so implementirali, kako živijo zdaj te spremembe. A je to nekaj, kar so dobile, pa je bilo fajn, pa zdaj niso trajne. Če mi vemo, da nas lahko zanaša, da padamo ven iz te naše cone, potem vemo, da vsak sleherni dan moramo nekaj za to narediti. Ali meditirati, ali tehnike dihanja, ali hoditi v hrib, ali športati, karkoli pač, to rabimo. In ko si dovolimo, da prijo učitelji, začnemo v resnici spoznavati sebe. In takrat spoznavamo, oh my god, pa to mi je všeč, pa to znam, ker vse se lahko naučite. Jaz sem prepričana, da na tem svetu ni ene stvari, ki se je mi ne bi mogli naučiti. Seveda ne morete danes postati zdravniki, ampak naprimer, če povzamete knjigo, pa začnete raziskovati, kaj se dogaja z vašim črevesjem, ne vem, želodcem, srčkom, boste tudi prišli do določenih odgovorov. Seveda, če vas bo to zanimalo. Tisto, kar vas zanima, tista znanja boste znali zelo dobro sprejeti. Vaš potrebuje plan, vaš rabi hrano in hrana so nova znanja. Vse tisto, kar bo vam pomagalo, da boste znali živeti, da boste tako, da boste polni življenja. Jaz bolj tako gledam, da človek že svojo energijo izraža ali uživa v življenju, ali je to nekaj, kar je samo, da obstaja. Okay. Ko vi to sprejmete in ko začnete sebe spoznavati, se vam začne dogajati to. V belih oblačilih. Zato tudi, jaz sem dosti v belih oblačilih, zato ker sem tudi pokazala, da se človek lahko spremeni in verjamete mi, če ste enaki taki, kot ste bili pred 20 leti in niste naredili nobene spremembe, oh my god, koliko imate priložnosti za izboljšavo, ko bi vi to vedeli. Tako da vsak izziv vzamite kot priložnost, oh my god, koliko jaz lahko rastem, če sem v 20 letih skozi isti. Ker cilj je, da ste vedno drugačni. In še enkrat pravim, vse, kar sem naredila v 20-30 letih, sem danes naredila in mi nič ni žal, kar sem naredila. Včasih sem rekla, koliko velik napak sem naredila. Vsaka napaka mi je pomagala, da sem danes tukaj, ker sem. In vsaka napaka mi je pokazala tudi to, da sem to mogla narediti, ker če tega ne bi naredila, se ne bi odločila, ne bi bila uspešna, ne bi koraka naprej naredila in tako naprej. To pomeni, ko vi to dovolite in to isto, to meni na visokem bojo najprej spoznali, to meni najprej se bojo spoznali z izzivom, katerega imajo, sami se bojo povedali resnico, to ne rabijo meni povedati. Najprej govorite se resnico. Vsi nekako klastamo potem, da bi govorili resnico, v resnici pa, kao hočemo biti iskreni, najprej moramo biti iskreni do sebe. Najprej do sebe. A sem dober, kaj mi manjka, a si znam zaupati, a si ne zaupam, a sem rada odvomiti, a sem preračunljiva, ali sem to, ali sem ono, karkoli. Pač poveste, a sem srečna, a sem ljubljena, a znam ljubiti, da se vprašate konkretno in da makar, tako zelo, da bi se gledali, saj pogovarjate se konkretno z ogledalom. Stara, rada bi ti to pa to povedala. Ali pa rečete, draga moja, jaz ti moram povedati to pa to. In poveste iskreno. Ko se to spremeni, izvedala zdaj bilo mačko dol, to meni, vi ste se zdaj odprli. Vi zdaj dejansko ste pripravljeni in sprejemate nova znanja, dovolite si biti. In takrat, ko ste še v belem, se vam ponavadi največkrat dogaja, da se vam ljudje menjajo v življenju. In takrat ne veste, ne vem, tam preveč, ne vem, šimfajo, veliko govoric vas moti, pa rečeš, oh my god, a rajše želimo kaj drugega govoriti, o drugih stvarih pogovarjati, ali spustite, pa reče, ne bi šel, ker mi črpa energijo. Ko ste še v belem, znate, v črnem ne. V črnem še mogoče ne spoznate, ali je to vaša energija, ki vam oteka, oziroma ni dobra energija, ali je to od drugih. V belem že spoznate. Koliko energije mi je odteklo. Pri belem že spoznate. Potem se pa zgodi nekaj drugega. Jaz pravim, sindrom, ki se drži ne vseh Slovencev, na splošno vseh ljudi, mogoče malo nekih drugih držav, Američani po moje ne, oni so taki bolj svoji pa kakorkoli, je sindrom tega, kaj bodo drugi rekli. Kaj bodo pa drugi rekli, če bom pa to naredil? Kaj pa, če bom to? Kaj, če se bom pa, ne vem, poslovil, gor dol sem tja? No, in ko začnete spoznavati sebe, kaj prej vas je vzgajala, najprej mama,
pa vzgojiteljice, pa učiteljice, pa profesorice, pa okolica, pa prijatelji, pa mogoče televizija na nek način, pa te igrice, pa vse to, kar obstaja. Ko pa začnete sebe spoznavati, ko pa spoznate na nek način sebe, se pa odenete v tiste barve, zdaj bom to rekla kot barve, tisto, kdo v resnici ste. In takrat dovolite, da ne, da boste našli temo z nekomu small talk, da se boste približali, kaj bo on rekel, pa boste vi tudi to, jaz imam tudi to rad, ampak boste vsaka minuta, ki jo boste jo posvetili, to meni, če se vam govori, boste govorili, če se vam ne govori, se vam ne bo govorilo, ampak boste začeli živeti sebe in boste spoznali eno izredno pomembno zadevo, da rešiteljev absolutno ni zunaj vas. Niti enega. Vsa orodja lahko dobite, ne obstaja osebe, ki bi vas lahko rešila. Ne vem, prišel bo princ na belem konju in me bo, ne vem, in jaz bom poskrbela, da bom skozi lepa, ker potem bo prišel princ in bom vse delala, da bo princ mene opazil. In ja, lahko dobite tega princa, samo ta princ se vas bo hitro naveličal, zato ker vi morate tudi rasti nekaj noter in če boste delali na sebi, boste še ostali s tem princem. Ampak če pa ne boste delali, če boste skozi iskali, da vas on reši, ne. V službi, ko ste v službi, vi dobite priložnost, ampak ko dobite službo, pomeni tudi to, ni nikogar, da bo on vam rekel, kaj je najbolje za vas. Lahko vam nekdo da nalogo, ampak vi ste tisti, ki to nalogo morate rešiti, narediti, uresničiti. To je to, kar vas dviguje, sem prepričana, da ni osebe na tem planetu, ki bi želela biti neuspešna ali pa ne imeti rezultatov. Vse nas boostajo rezultati. Vse. Ne glede na to, ali je to, da večja zavzetost zaposlenih, večja dodana vrednost, večja prepoznavnost, večja prodaja, večja rast blagovne znamke, vse, čisto vse nas. In bistvo tega je, da potem vi rečete, zato pravim, nihče vam ne more dati odgovora. Vsak vam lahko opiše svojo zgodbo, kaj se je pri njemu dogajalo. Vi najdete pa najboljši odgovor zase. Kaj ti? Če to ne resonira, kar vam je nekdo rekel, ker to sem jaz marsikdaj delala, zaposlila svetovalca v podjetju, sabotaž naredil pa bo pomagal. Ja, valjda, on je dal orodja, mi pa naj delamo. In dokler nisem tega spoznala, orodja dobite. Ampak ta orodja so tista, ki vam pomagajo delati spremembo. Najbolj pomembno pa je, da veste, kaj v resnici vas izziva, oziroma kaj je tisto noter v vas, da se vam konstantno dogaja, da se vrtite v ciklu in da ne greste ven iz tega cikla. Dam primer. Sploh ne vem, koliko časa je že tole zdaj bilo, koliko časa sem že govorila, ampak ena taka zadeva, na kar opažam. Opažam noro, da ljudje imenujejo službe. Zdaj, če 2 leti zdrži v eni službi, je to že veliko. Tako da res, zdaj nekako moj moto je, da resnično bom dajala na te, ki so dolgo v službi, ki so že nekaj časa, ki so pripadni. Na nek način se ne iščeš pripadnost, iščeš lojalnost, ne vem pa nekaj drugega, kar je pomembno. Pri takih ljudeh, ko vsaj imajo 5 let, ko so v službi, oni hočejo iti v globino, hočejo spoznati, zakaj to, zakaj ono. Ti, ki so po 2 letih, težko bo me nekdo prepričal, da si želi kakršnekoli globine ali pa saj malo bolj spoznati, ampak dejansko je to, pride do izziva, to je to, črna majčka, pride do izziva, veš kaj, to mi pa ne paše, grem v drugo službo. In pa priješ tam spet isto in tam se isto zgodi. In čisto enako je na osebnem področju. Res je enako na osebnem področju. Najhuje je, ker, pol se pa tako zgodi. Na osebnem področju postanemo že melanholični, naprimer, če nismo srečni v zakonu in pa rečemo, vse se nič ne da, saj ne pričakujemo od osebe, da se bo spremenila. In pol marsikdaj slišimo, naprimer, ko kdo reče, kaj pa čem, sprijazni se s tem, kaj pa bi lahko naredila. Sem med njimi bila moja mama, čeprav moja mamika zdaj dobro ve, da marsikaj bi lahko tudi ona spremenila. Jaz še vedno sem mnenja, da smo ženske tiste, ki najprej naredimo. Mi smo vrat, oni so glava. In če mi imamo nekako postavljeno, kaj bi želele, bojo moški, tudi moški so bolj enostavno biti kot mi. Mi imamo to kompleksnost,
sliko, vse bi rade, vse odgovore dobile in tako. Upam, da ste šli gledati Jamski človek, Jamsko žensko in tako naprej, ali pa prebrali kako knjigo, ker veliko pišejo, zakaj smo ženske, moški so iz Marsa, pa ženske so iz Venere. Tako da, kakšna je, kako se razlikujemo, 5 jezikov ljubezni. To so knjige, ki vam lahko marsikaj povejo, da mogoče moški sploh ne zastopi, zakaj smo jezne, dokler mu ne povemo in pol nas gleda, zakaj pa mi nisi povedala in tako naprej. Kar pomeni, ne bežati od izzivov. Zakaj bežite? Vi morate biti sami se prešitelj, vi morate najti to v sebi noter. Nihče drug ne bo našel. In pol minevajo leta in leta in leta in leta in porečeš, oh my god, kak je bil tisti izziv lažji in zdaj moram 4krat bolj delati na tem. Mogoče za zaključek, zakaj mi je ta tema tako zanimiva zdaj, ker bi rada vam povedala, da tudi jaz enega izziva sem spustila en izziv, pa sem potem odšla. To meni, ko smo se z Igorjem odločili, da gremo ven iz skaze, je moje srce že takrat hrepenelo potem, da bi rada, tako bi rada ljudem podelila, vse zmorejo, ne glede na to, a si ti v srednji šoli, ali imaš skromno družino, ali prihajaš iz intelektualne družine, ali si to, pa to, vsak vse zmore. Res vse zmoremo. Samo od nas je odvisno, koliko se bomo odločili, ali bomo to naredili, ali ne bomo naredili. In pri meni se je, oziroma pri nas v skazi, ne pri meni, Balkanka pa malo reče pri meni, imamo to mi. Večinoma dvojine, dvojino manj uporabljamo. Jaz pa mi. To pomeni, pri nas v skazi se je naša vodja marketinga v času dopustov odločila, da je našla bližje službo domu, ker je iz Ljubljane. In potem seveda smo dobili to informacijo in potem ena zadeva, katero sem se spomnila. Seveda, na novo, ajde, zdaj spet nekoga novega in se nekaj, ne. Nekaj je ostalo od mene. Nekaj sem pustila, da se to dogaja, ker to je pomeni že drugi vodja v roku 6 let. Ne želim, hoče imeti enega vodjo, ki hoče vsaj 5 let malo bolj pogledati, hoče pokazati nekaj, narediti neko blagovno znamko. In rečem Igorju, Igor, oh my god, nekaj sem pustila, zbežala sem pred tem izzivom, črna majica, in se rekla, moram dati gor nazaj belo majico in tudi povedala sem mojim sodelavcem, se rekla, dragi moji, ne znam vsega, sploh pa, zdaj moram se vsega spomniti, zdaj se spet učim, vračam se nazaj, berem, gledam, gor dol in moram pogledati, kaj je tisto, kar sem pustila, da zakrpam, oziroma da postavim, da lahko potem drugemu predam. In zato pravim, vedite, zakaj sem vam zdaj tako rekla, oh my god, zdaj moram pa nazaj. Zdaj, ko sem, celo odločila sem se, da bi manj delala, da sem se nadelala, mal bi pa, že mal počasi, ne bi več toliko, mogoče bi, na drugačen način, na polno. To pomeni, podzavest se je odločila, nekaj nisi še dokončala in se ti bo konstantno to dogajalo. Zato pravim, nikakor ne moramo zbežati stran od nekega problema ali pa izziva, ki smo ga imeli. Zdaj samo odvisno, kdaj ga bomo sprejeli, vzeli v roke in začeli delati. Tako da, vsi, ki me poznajo in tudi tisti, ki grejo z mano v visoko, mislim, da še imamo 2 mesta odprta, ker sta 2 odpovedali, 2 mesta ali 3 mesta, 3 mesti so še odprti. Ne gremo samo na potovanje, ne gremo tako vsako potovanje, vsak dan je potrebno prvo, kar vas bom ne naučila, prvo, kar mi bo najbolj pomembno, da se boste vi odločili, vi, da si boste vsak sleherni dan postavili cilj. Ali je to namera? Karkoli, da rečete, danes dobim to, danes sem srečna, danes karkoli se zgodi, sem učinkovita. To meni, da si boste znali postaviti cilj, kajti cilj je vaš fokus, ni megle, vas pelje tja. Seveda boste imeli hribčke dolince, ovire, vzpone, pace in to gor dol, ampak boste temu sledili. To je prvo, kar bo najbolj pomembno. Druga zadeva, kar je pomembna, da če ne pokažemo, da smo ranljivi, da ne moramo biti najboljši. Jaz pravim, jaz nisem najboljša, ampak
sploh ne, tudi jaz sem človek, to pomeni, če vsi uspešni ljudje, tako pravim, se znajo odločati. To pomeni, včasih smo se odločali napram ega, včasih se odločamo, ker se nobene odloči, pa rečemo, to bomo naredili, pa nas pa še to žene naprej, da hočemo dokazati, da to mi zmoremo. Kar pomeni, potem bomo ranljivi, ker bomo pogledali konkretno, zakaj se nam to dogaja. To je tisto, kar tudi sama naredim. Vsak slehen, takrat, ko pač pride do nečesa, da se mi pojavi kak dvom, grem noter v meditacijo in rečem, kaj mi to sporoča, a si premalo zaupam, pridem do odgovora, kje se zaciklam, kje je nekaj, kar je ozavestilo nekaj za nazaj, ker, veste, te odstraniti vzorce, bom rekla temu, hauš, je konstantno, nič ni trajno, je treba skozi delati. Ni nekaj bomo naredili, pa bo pa to top shit, pa smo ta pravi za to. To meni, da si bomo dovolili pogledati noter vase. Ja, to je doživetje, to pomeni, to je doživetje v visoko, ne samo izlet v visoko. In ta tretja stvar, ki je pomembna, da bomo prišli do tega aha momenta, če so 3 močne stvari. Aha, moram si bolj zaupati. Aha, ne smem poslušati druge, sama, ne smem drugim dajati toliko, jaz moram se sama odločiti. Ali pa, ne vem, kdorkoli pač je. Ali pa, naprimer, še eno izmed takih, bolj moram biti pogumna in delati večje korake. Ali pa bolj pogumen, da delam večje korake. Tako da, to sem danes želela vam povedati, da vsak uspešen človek, kjer je uspešen, ne glede na to, ali je to v družini ali v poslu, kjerkoli, se je zna odločiti. Zna povedati, kaj hoče in temu sledi. Ko pade, se pobere. Rešiteljev ne pričakujete, da so zunaj, pa da vam bodo ono pomagali, oni vam lahko dajo orodja, vam pokažejo, kako so oni naredili svoje spremembe. Kaj se je pri njih zgodilo, da so danes drugačni. In tretja zadeva, če ne boste iskreni do sebe, kako pričakujete, da boste dobili iskrenost na drugi strani? Najprej morate sami vedeti, kdo ste, zakaj, morate biti iskreni do sebe. In potem, ko ste iskreni do sebe, pridejo aha momenti, ki vas postavijo v to, tako kot pravim, da ne glede na to, kakšni boste, kdorkoli bo karkoli rekel, boste vi samo rekli, to on tako misli, to je njegovo mnenje, govori o sebi, ne o vas. Zato je tudi pomembno, da veste, vsi negativni komentarji, ki jih ljudje pišejo o vam, meni, komorkoli, to oni samo govorijo o sebi. In na to ne smete toliko trzati, ali pa ko me kdo pokliče, joj, sem videl, kaj ti je napisal, ali pa kaj ti je napisala. Jaz pa vem, da je to isto del v njegovi glavi, da se to isto dogaja. Ker ljudje vemo, da vsak izraža tisto, kar je v njegovih mislih. Vaše misli tvorijo vaša dejanja. In bolj kot mislite dobro, se to tudi izraža na vas. Tako da en čudovit večer vam želim. Danes sem bila inspirativna, upam, da sem vam pomagala s tem, da sem vam pomagala, da boste bolj drzni in slučajno, ko se vam zgodi, da malo začnete dvomiti in padate v melanholijo, to pomeni malo dol, si rečete, stop, Tanja je rekla črta, odloči se, naredi korak naprej. Ne glede na to, vzamete knjigo ali začnete malce plesati, nekaj, da se prebudite. In v resnici to je moj duh, to, kar me zdaj vidite, to je moj duh. Jaz sem polna življenja. Ko padem, ampak to padem za nekaj časa, za nekaj minut, pol ure, aha, v redu, kaj je to, zdaj gremo naprej gor. Včasih je bila moja energija ta polna, ampak tudi na nek način agresivna. Zdaj pa je energija tako polna ljubezni, navdihujoča in predvsem to spodbujajoča, da lahko tudi drugi vidijo, wow, lahko in zmoremo. Tako da, en čudovit večer vam želim, tako da jaz sem sprejela izziv, polno glavo imam, kar možgančki mi kar delajo, tako da zdaj je tako, srček poslušam, da naj me vodi, ampak možgani pa delajo, pa sestavljajo kako, ker ipak možgani so racijo, rabijo plan in tudi mi ga rabimo. Mislim, vsak v poslu rabi plan, nek KPI, ki te pelje, srčko pa dovoliš, da te pelje tam, kamor začutiš, ampak mora biti pa postavljen cilj. Tako da en lep večer vam želim. Čau.